Pozdravljeni. Danes smo tukaj, da v lepem razpoloženju proslavimo naš 40. mladinski dan. Z veseljem se zbiramo pri slovenskih svetih mašah, pri športu, družabnih večerih, na predavanjih, vajah, pogovorih in tudi pri skupnem delu. V nas gori ljubezen do doma, prijateljstva in predvsem do vsega, kar je slovenskega. Krščanska načela in narodna zavest oblikujeta našo pot skozi življenje. Naj vam bo današnja predstava znak vesele pripravljenosti do skupnega dela, ki nas združuje in daje pogon za prihodnost. Videli boste, da je res, kar se vedno sliši, povsod po svetu sreča Slovenca. Lahko smo ponosni, da se ob 3 srečanjih lahko pogovarjamo v slovenskem jeziku. Naj izrabim to priliko, da se zahvalim vsem, ki skrbite, da slovenski narod še živi daleč od rodne domovine. Hvala lepa. Nekoč je v neki majhni grofiji na severu Slovenije živel mlad in eleganten lord višjega sloja, imenovan Lord Očarljiv. Ni se zanimal za druge, niti za svojega zvestega strežnika Paspartuja. Zanimale so ga le kupčije in pridobivanje denarja. Skratka, bil je negativen prototip človeške družbe. Njegovo mrzlo srce je izostrilo poteze njegovega obraza, mu našpičile nos, otrdile lica in otrpelo držo. Bil je skop, egoist, mrzel, neiskren, zahrbten, Don Juan, prepotenten, hudoben... No, ne pretiravaj. Nekega dne izve lord novico, da je v Škofji Loki umrl njegov stric, bogat grof Konde Andrej. Grof Konde Andrej, klar. In da mu je zapustil dediščino. Excelente. Kar sline so se mu cedile, kadar je pomislil na zlato in zaklade, ki jih bo dobil. Hitro se je napotil v grad Konde Andreja. Paspartu! Si ga že našel? Še ne, gospod. Boljše išči torej. Večje, velik zlata. Ne bodi nevzgojen! Kako se upaš pred mojimi očmi počivati, ko bi pa moral delati? Zato ti pa plačujem, da delaš zame. Išči zaklad in najdi ga, takoj! In prinesi mi kozarček viskija, prosim. Ja, gospod. Ne reci mi gospod, reci mi lord. Oprostite, gospod. Lord.
Ne vem že, kje iskati. Saj smo pregledali vse kotičke, pa nismo ničesar našli. Ampak moramo naprej iskati. Lord se nikoli ne vda, še manj, pa ko se gre za denar. In to zakaj mi služi? Koliko misliš, da stane ta svinarija? To ne velja niti 2 evra. Na once jih dobim 10krat bolj poceni. To ne more biti zaklad. Naprej išči. Daj, beri. Dragi lord, Po dolgem času dobiš od mene pismo. Ja. Tukaj vic davno. Bueno, v glavnem, konde Andrej pove lordu, da je njegov zaklad skrit nekje na svetu. Njegova naloga pa je, da potuje po raznih državah, da ga najde. V vsaki državi pa bo našel sled, ki ga bo vodila v naslednjo državo. In kaj naj naredim s tem? Že vem, lahko dam zarast, ki nabira papir za Slovenijo. Kje naj začnem? A je bilo potrebno organizirati tako potovanje? A ne bi bilo lažje, da bi zaklad kar tukaj pustil v svojem gradu, prišel bi ga iskat, pa konc. Ampak ne, moj stric se hoče igrati skrivalnice. Sem že malo velik za take neumnosti, a ne, Paspartu? Paspartu, kaj delaš? Mogoče pa nam ta stvar služi, da najdemo prvo državo, kamor moramo iti. Morda pa, če si postavim to na obraz, bom lažje uganil. Lord, sem že našel prvo sled, v Benetke moramo iti. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long? And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? No one's gonna make it that much better when we can say goodnight and stay together. Wouldn't it be nice if we could wake up in the morning when the day is new and after having spent the day together, hold each other close the whole night through? What happy times together we'd be spending. I wish that every kiss was never ending. Oh, wouldn't it be nice? Maybe if we think and wish and hope and pray it might come true. Run, will, baby, then there wouldn't be. Castafiore, cannelloni, la Comorra, napoletane, mamma mia, belladonna, parmigiano, tiramisù. Castafiore, cannelloni, la Comorra, napoletane, mamma mia, belladonna, parmigiano, tiramisù. Ko pridejo v Benetke, vidijo, da so prišli ravno na eno izmed največjih prireditev Benetk. Maškeradni ples. Lord se je takoj počutil kot doma, saj se je lahko mirno skril za svojo masko in se delal, da je druga oseba, saj ga nobeden ne bi mogel prepoznati.
malo bolje gledajte, kje hodite. Ha, ali vas niso naučili, kako se vede dama? Z nežnostjo. Predvsem, ko ste pred tako važno osebnostjo. Oprosti, stari, te nisem videla. No, da pa popravimo ta nesporazum, bi vas lahko povabil v nekaj spit, v kakšen bar na trgu Svetega Marka? Oprostite, ampak kdo pa mislite, da sem? Da sem ena izmed tistih, ki se pustijo zavesti tvojim igricam? Ne, gospod, take gospode kot ti prav dobro poznam. Oprostite, odkot pa prihajate? Vaš dialekt je grozen, kmečk. A te to kaj briga? Ja? Barbara sem. V resnici nisem iz Slovenije. Hočem reči, sem Slovenka, ampak sem se rodila v Argentini. Bolj točno, sem iz slovenske skupnosti. Tukaj sem samo na počitnicah. In ti, stari, odkot si pa prišel? In kako se imenuje ta ti in tvoj prijatelj? Ha, jaz, stari, nevednica, da ne veš, kdo sem. Pred vami je Lord Charlius in Lorda Franca in Lady Gaga, Gabriele, nečak sem znanega Andreja Konde, rojen Škofi Loki, 13. januarja leta 1900. Dobro. Jaz sem Lord Charliu in to je moj strežnik Paspartu. Tu sem, da izpolnim zelo važno in super arči rekontratajno nalogo. In kaj je to? V resnici iščemo zaklad, ki ga je Lord Charliu. Kaj? A si znorel? To je skrivnost, štor! Oprostite, gospod, oprostite. No, saj ni tako hudo. Skrivnosten gospod, kar govori, pa tu. Ne! Skrivnost je in taka mora ostati. No, uma bi bil, če bi taki ženski, kot ste vi, povedal svoje načrte. Dragi lord, povejte ji, Ne. ženske so bolj intuitivne Ja. in nam lahko na roko pride. Ali se spomnite, ko ste zadnjič bral revijo Cosmopolitan, da je tako pisalo? No, ko ste si naredil kumarno masko. Ali se zdaj spomnite? Ja, dobro, povem vam. No, iščemo zaklad, ki sem ga podedoval po svojem stricu in ki je skrit nekje po svetu. Imenitna zgodba, kakor iz filma vzeta. Jaz sem tukaj na počitnicah, ampak po pravici povedano, me mikava in načrt. Ko že vidva potujeta po svetu, bi me vzela seboj, saj do Amerike. Ja, ampak midva Prosi, sploh ne veva, če bova kdaj prosi. pristala v Ameriki, še manj pa v Argentini. Ni problema, me vržeta, kje tam pa je. No, če že tako želite. Povejte mi, zakaj pa vi ne nosite maske? Kaj te briga? Gospodična, to ni način govorjenja. Umiri se, saj je bil samo hec. Nimam maske, ker je ne potrebujem. Nočem se skrivati za njo in se kazati drugačna, kot sem v resnici. Sem avtentična, pokažem se svetu takšna, kot sem. Sei il nipote del conte Andrea. No cazzo niente. Pravim, ali ste vi nečak conte Andrea? Ja sem. Tukaj pa neki zelo grdo smrdi. Ali je vam kaj zaradi strahu šlo, olor? Res je, smrdi kot animali morti. Kdo pa je nekaj spustil? Še dolgo vas pričakujem. To jed mi je dal vas stric conte Andrej. Oprostite, da sem pojedel, ampak zadnje čase je v teatru velika miserija. Sedaj pa razumem, po čem je tako gnilo smrdelo.
Ja, seveda, tista stara orientalska jed strašno smrdi. No, sedaj se pa vrnimo na to, kar nas zanima. Kaj pa pravzaprav pomeni ta sled? Gospod, ta sled je zelo lahka. Dve besedi. Dve besedi. Že vem. Kristjan moli. Ne. Poglej. Že vem. Presneta reč, bolj lahko pa ne more biti. Vzhodna država. Zdaj pa ne vem, ali je Kitajska ali pa Japonska. Zakaj se me prekinil, ko sem bil pa na tem dolganem? Dobro, moje delo je tu končano. Moram naprej z delom, saj imam še 5 gledaliških predstavitev. Adijo. Adio. Ti umazani Italijan, Paspartu, priprič poveri to, kar je ta umazanec na tla vrgel. Ja, gospod. Japonska. Po dolgem potovanju so Lord, Paspartu in Barbara prišli na zemljo vzhajajočega sonca. ¿Qué? Vzhajajočega sonca. A la tierra del sol naciente. Nobeden izmed njih ni razumel tamkajšnjega jezika. Zato so nestrpno iskali kakšen kraj, ki bi jim bil vsaj malo bolj domač. Vse to je čino vasi, ko nič ne razumem. Hej, se mi zdi, da sem videl en vodoraven plakat. Ne mogoče, tukaj ni nič vodoravnega. Ja, tam. Počakaj, poglejmo, mogoče pa je kaj. Pridi. Ja, poglejte, slovensko veleposlaništvo. Pejmo noter, notri mora biti nekdo, ki bi nas lahko bolje usmeril. Dobar dan, rad bi... Oprostite, preden kaj storite, morate te in čakajte, še te formularje izpolniti. Počakajte tu ob strani, takoj bom z vami. Govoriti moram z veleposlanikom, nujno. Ne, sem vam rekla, da ni mogoče, danes je prva sreda v mesecu, ne torek. Ali ne znate brati plakate? Priti morate drug mesec. Naslednji. Ampak kolikokrat vam moram povedati, da sem prišla na počitnice in ostala brez denarja, ko je tukaj vse tako drago. Kar sem prinesla denarja, mi je krilo prenočišče za eno noč in polno čašo belega riža. Prosim, potrebujem pomoč veleposlanika, da se lahko nazaj vrnim v Slovenijo. Ne, ni mogoče. Počakaj, ni treba oditi. Tega ne morem verjeti. Pri nas doma v Argentini te v delovniku vedno sprejmejo. In še to, lahko spregovori z veleposlanikom, ko ga srečaš na kaki prireditvi. Ne, kaj delate? Veleposlanik je zaseden. Ne. Oprostite, moramo govoriti z vami. To dekle, pa tudi mi potrebujemo vašo pomoč. State vladi! Včeraj sem delal in sprejemal ljudi s svojimi pritožbami. Sedaj ima pa en mesec počitnic.
Ja. Samulaj, na cesto porinite pote pače. Samulaj, je! Ne vrzite me ven, samo prosim pomoč. Ne morem čakati več. Gospod veleposlanik, gotovo me niste prepoznali in ravnate z menoj kakor s katerokoli drugo osebo. Kot plemiška osebnost oproščam vaše brezobzirno vedenje. Kaj se dogaja danes, ljudi? A so vsi znoreli? Ali niste slišali, kaj sem rekel? Niste slišali? Kaj še masaže? Mirujte, imam idejo, s katero bomo veleposlanika okoli A prinesli. ja? Oprostite, če upoštevamo razliko urnika, je v Sloveniji danes še torek. Torej, ker je veleposlaništvo last Slovenije, nas morate sprejeti. Ja? Pred vami je Lord Charlius in Lorda Franca in Lady Gaga, Gabriele, nečak sem znanega Andreja Conde. Jaz sem Lord Charliu iz Slovenije, nečak Konda Andreja iz Škofje Loke. Tici, poznal sem tvojega strica. Bil je odličen gospod, odličen. Njegov planet Lord Filip se je poločil z grofico Lidijo. Je bila sestra kraljice Marije Anastacije. Grofa Antonija. Tamejken. Antonija. Iz Katolicin Michael se je poločil z Lady Katalino. Katela Esčelka grofice Aulole. Katela sestra in vsak, kako je imenovala? Majiči. In Kuljo, glandote, Kuljo. Prav ima. Ja. Čistko, ja? Starša tvojega strica, Andrej. Prav imate. Zdaj sem se spomnil. Tvoj stric je prišel pred parmi leti tu mimo in pustil nekaj zate. Ampak, veš kaj, to je hiper zaupno. Daj se stran, to je hiper zaupno, daj se stran. Prinesel je zate ta paket. Hočeš? Ja, seveda. Preden ti ga dam, moramo igrati neko iglo. To je japonska tradicija. Zelo zanimivo. Ja, že speti! Dej sem, sneta reč, odevaš. Pa vidi, kaj je tole. Je zanimivo. Aha, kaj nek to pomeni? A je to naslednja sled? En čop. Ja, Irska. Tam se veliko piva popije. Ne, dobro polej, kaj piše na kozarcu. Ja, Made in China. Ha! Kitajska. Ne, štor, poglej zastavo. Nemčija. Ja, Nemčija. Dobro, najlepša hvala, gospod veleposlanik. Sedaj pa vas prosim, da poslušate to deklico, ki mora iti nazaj domov v Slovenijo. Ampak prosim, ni jo treba poslati na tisti televizijski program, kamor ste poslali družino Simpson. Dobro, bom videl, na kjer način lahko pomagam. Ampak povem vam, ta šov je ful dober. Gospod Lord Charlius, srečno. S Bogom. Gaj se, pridite sem, gaj se. Ali ste videli, kako grdo ravna veleposlanik z ljudmi?
Res je žalostno, bi rekel. Če vedno tak z vsemi, ne bi bilo čudno, da ne bi imel prijateljev. Ja? A boš udalja, če sneta reč, zmeden tam moram... Hodi! Am Sonntag geh ich in die Stadt, da gibt's das beste Bier. Mein Postwirt, der offen hat, bis morgens früh um 4. Doch manchmal kommt ein Polizist, ja, das kommt halt. Und fliegt ein Flieger vorbei, dann wink ich zu ihm rauf. Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf.